Ja, najbolj noro otoke sploh. Imeti sposobnost spreminjanja barve pod vodo. Spravimo to dol. Moramo ven tu. Fantje, pravkar nas je tista lokalna ribiška ladja odložila na zapuščenem otoku sredi ničesar. In naslednje 3 dni bomo videli, če si lahko sami ulovimo hrano. Če nič ne ujamemo, bomo lačni. Ampak, fantje, vsak dan bomo šli na povsem nov otok, ki ima svoje izzive. Zato ostanite z nami, da vidite, če nam uspel. Imamo plavuti in maske tukaj, imamo naš velik mačeto. To lahko uporabimo, da po potrebi očistimo kakšno žival, če jo bomo ujeli. Imamo tudi Quick Revive. Veste, to bomo vzeli samo, ko bo res najtežje. V tem izzivu smo dobili tudi podvodni lok in puščico, s katerima lahko streljamo na nekatere živali. Začel bom raziskovati ob obali, da vidim, kaj je naplavila visoka plima. Čas je, da začnemo s tem. Iskreno, to bo eden najbolj norih otokov doslej. In fantje, kar se zgodi ob najvišji plimi je, da na te plaže naplavi kup zakladov, smeti, zakladov, kakorkoli želite temu reči. Upamo, da bomo to lahko uporabili v naslednjih nekaj dni, da nam bo pomagali pri lovljenju hrane, boljšem raziskovanju in morda celo pri izdelavi kakšnega orožja. Prav, fantje, prav tukaj sem nekaj našel. Lejte to, fantje, to je glava murene. Morda jo je pojedel morski pes ali kakšna druga žival, ampak poglejte zobe na tej stvari. Ni šans, da bi tega pojedel, to meso zgleda strupeno. Brate, poglej tega tipa. Wow, človek, točno tako. To je tako imenovani rak duh. Lahko vidiš, zakaj mu pravijo rak duh, ta svetlo-bel tip, ampak žal ni preživel. Upam, da ne bom končal tako v naslednjih nekaj dneh. O, moj bog, fantje, danes bo res odlično. Poglejte to stvar tukaj, fantje. Dobili smo ogromnega Nautilusa, ki je blagoslov bogov in znak sreče tukaj na otoku. Zdaj, naslednjih nekaj dni, fantje, bo velik preizkus. In imam nekaj res norga, kar vam želim pokazati zadnji dan. Poglejte to tukaj. Ne vem, če lahko to vidite. Temu se dejansko reče samomorilski rak. Če to vzamete, fantje, boste mrtvi. Ko rečem vzamete, mislim, če ga po nesreči pojeste. V njegovi notranjosti je ogromno strupov, ki vas bodo skoraj zagotovo takoj ubili. Fantje, tega bomo pustili na plaži. Ta stvar ima verjetno še vedno malo strupa v sebi. Poglejte tole tukaj. To je velika riba napihovalka, ki se je posušila. Vidite lahko vse te ostre rezila in bodice, poleg tega pa vse skupaj tudi precej smrdi. To je njegova velika čeljust tukaj. Poglejte to stvar, to mora biti ena izmed najbolj grdih glav, kar sem jih kdaj videl v življenju. Verjetno je umrl samski, 100%. Ti tipi so res strupeni, imajo dovolj strupa v sebi, da bi ubili 30 takih, kot sem jaz. Ni šans, da bi to stvar pojedal. Bože, prijatelj. Upam, da najdeš ljubezen v onostranstvu. Počivaj v raju, legenda. Pravkar sem opazil nekaj rib, ki švigajo ob tej obali tukaj. Morda jih bomo lahko ulovili z lokom in puščico, še preden se sploh opremimo. Ja, o ne, zunaj vode bo to res težko zadeti zaradi loma svetlobe. V bistvu moraš meriti nižje, da zadeneš žival. O, sem jo dobil? Ne, pravkar sem zgrešil celo jato s svojim lokom in puščico. Noben Američan nikoli ne zgreši cele jate. Fantje, vrnili se bomo v naš tabor in se pripravili, človek, opremili se bomo. Morda bomo na poti nazaj lahko ujeli kaj, kar smo zgrešili. Tukaj imamo kos jastoga. Morda bomo v naslednjih dneh našli enega takšnega. To bi bilo noro. To je res dober znak za nas, fantje. Poglejte to. Kaj je to? To je kos plastike, zgleda kot smeti. Ampak mislim, da ga lahko uporabimo, da v naslednjih dneh privabimo kakšne pošasti. Pokazal vam bom, fantje, kako to storiti. Fantje, ustavil sem se prav tukaj. Tukaj imamo naše maske, nataknili si jih bomo, imamo plavuti, gremo.
Pojdimo v vodo. Imamo vodopištolo. Rekla je psiho, imamo vodno pištolo, fantje. Ni šans, da bi to lahko pojedli. Za prvi dan moramo še naprej loviti, prav pejmo te. O moj bog, fantje, poglejte tole tukaj. To je srebrni trevali in ne morem verjeti, da smo ga ujeli z lokom in puščico. Streljali smo
In ta stvar je popolnoma ponorela. Pobegnila je, plavali smo za njo in nam jo je uspelo ujeti. To bo naša hrana za prvi dan in sem tako navdušen. Nimam pojma, kaj nas čaka na naslednjih otokih. Tako sem navdušen. Hitro mu bom odstranil drobovje, ga odprl in dal roke noter. Če naredim res, nato potegnem škrge in drobovje ven, jo operem, jo bomo dali na ta kamen tukaj. Glej to, pravkar sem našel to bambusovo palico, ki jo je naplavilo na plaža tukaj. 100% jo bomo uporabili za našo pripravo hrane. Zdi se, da je morda iz neke stare ribiške splavi, kot jih tukaj izdelujejo v Indoneziji. Počakati moraš, da ti pokažem, kako bomo s tem skuhali našo ribo. Tole. In zbral sem kupček netiva tukaj. Izkopali bomo majhno luknjo. Vem, da bojo naslednji dnevi veliki izziv, fantje. Zato si zdaj želim, da dobro pojemo, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Našo ribo smo dobesedno dali na bolj noro pečenje na ražnju doslej, ki visi z tega kosa vrvi. Zdaj imamo verjetno še dobrih 15-20 minut, preden se bo to začelo peči. Že zdaj kapla. Stari. Tako sem lačen. Pravkar sem to tudi naročil. Tukaj imam še malo morskega ježka, fantje. To lahko odpremo in pojemo, medtem ko čakamo, da se naša riba speče. Tukaj noter je pravzaprav zelo sladka snov, ki jo lahko pojemo. Poglej sok, ki priteče iz tega, človek. V mnogih državah to velja za poslastico. Vidite lahko, da je tam kupček kremaste snovi. To so pravzaprav gonade in to je tisti del, ki ga pojeste. Okus je maslen, zelo, zelo kremast. Ni moja najljubša jed na svetu, ampak imamo čudovito ribo, ki se peče nad ognjem. Videti je, da je skoraj pripravljena. Dajmo jo vzeti z ognja. To je zagotovo ena najbolj norih kuharij, kar smo jih kdaj naredili. Uporabili smo bambusov splav, človek, da smo to stvar dejansko skuhali. In poglej našega čudovitega travalija za prvi dan. Dobesedno žari. Vzel bom kos tega mesa, človek. O, moj bog. Prav, poskusimo jo. Fantje. Te trevali so zelo mišičaste ribe, zato v njih ni veliko vlage. In mezo je res, res podobno piščančjemu. Lahko vidiš, da je večinoma mišica. Ta žival, otok številka 1, opravljen. Imamo gorivo za preživetje. Jutri nas čaka otok številka 2. In kdo ve, kaj se bo zgodilo? Čaka nas bolj divji teren. Večje živali in stvari bodo postale nore. Vidimo se zgodaj zjutraj, da se lotimo otoka številka 2. Se vidimo takrat. Človek, ta kraj je noro, fantje. Pravkar smo pristali na našem drugem zapuščenem otoku za ta izziv. In veste, postaja vse težje. Danes imamo polne roke dela. In to je orožje, ki ga bomo uporabili za lovljenje živali. Smo na ogromni skali sred oceana in nimam pojma, kaj naj pričakujem. Včeraj smo dobro jedli, ampak veste, postaja vse težje. To so dobesedno ogromne pečine, kakršnih še nikoli niste videli. In vem, da je grebenski sistem ob tem otoku nor. Ta otok je v bistvu kot ogromen podvodni vulkan, fantje. Gre od 100 metrov globoko, vse do te ogromne, nore skale. Človek, tukaj se počutim kot otrok, ki najdem takšne kraje. Fantje, ne vem, koliko ljudi na zemlji je sploh raziskoval tukaj. Poglejte rake, o moj bog, na tem otoku imamo ogromne rake. Obožujem, ko ugotovim, da so tukaj raki. No, fantje, okoli tega otoka so ogromne jame, ki jih želim raziskati. Ampak nimam pojma, na katere živali bomo naleteli. Tam živijo ogromni netopirji, morske kače in še kup drugih čudnih bitij. Prav tako bomo šli raziskati te jame. Otok je za nami,
Gremo v jamo, fantje. Na stropu so povsod netopirji. O, to je ugabno. Zdaj moramo paziti, da ne pijemo te vode. To je res noro, fantje. Poglejte to jamo, ogromna je. Pravzaprav v teh jamah živijo velike kače. Kar naredijo je, da se skrijejo zgoraj in med vsemi temi skalami tukaj. Vedo, da lahko zlahka dobijo obrok iz teh netopirjev. Ampak netopirji so nočne živali. Seveda čez dan počivajo. Ampak kače, te dobijo brezplačen obrok, kadarkoli želijo. Pravzaprav smo zbudili vse netopirje. Vidiš jih vse, tam zgori norijo. O moj bog, zbudili se, vedo, da smo tukaj noter. Poskušam ne dihati preveč tukaj noter, ker so dobesedno povsod netopirji in smrdi grozen. To ni dobro. Verjetno lahko vidite, kako drek pada s stropa. Pravkar so pristali name. Fuj, tukaj noter smrdi, fantje. Moramo ven odstot. Poglejte jih vse, norijo. Prav, moramo ven iz te jame. Uspelo nam je priti ven. Uspelo nam je priti ven. Torej, pravkar sem skočil nazaj na čoln, po tisti jami z netopirji se res počutim slabo. Tam noter je bilo res strupeno. Raziskujemo ta otok in iščemo dobro mesto, kjer bi lahko našli neko hrano. To orožje je res zahtevno za uporabo. Nimam pojma, kaj bomo nadali. Voda je kristalno čista. Gremo.
Fantje, pravkar so nas odložili, otok lahko vidite tik za menoj, tam bomo potapljali. Tam zunaj dobesedno ni nobenih virov, zato so nas morali odložiti na tem otoku za to kuhanje. Temu pravimo riba flauta. In vidite lahko zakaj. So izjemno dolge in nenavadnega videza. Jaz pa še nikoli v življenju nisem jedel take ribe. Dosegli smo dno, ker se nam je pod vodo sulca razpadala. Ostala je samo ena konica, ampak saj nekaj smo ujeli, fantje. Ampak jutri bomo mogli ujeti večjo žival, ker me tole ne bo nasitil. Saj ste videli, kakšne so bile razmere tam zunaj. Bilo je noro, res neverjetno, kristalno čista voda in tista morska kača, ki je preplavala mimo, je bila res nora človek. Te stvari so izjemno smrtonosne, ampak so precej mirne kače. Saj ste videli, da sem ga prijel in se igral z njim pod vodo. Običajno so kar sproščene. Poglej to ogromno glavo na tej stvari. Zagotovo ima vsak prijatelja s tako velikim nosom. Majne vejce, dračje, gremo, pržgal bomo ogenj in spekal to ribo flauto. Nimam pojma, kakšen bo okus tega, ampak moram dobiti nekaj energije, ker vem, da nas jutri čaka ogromen dan. Vsi napišite v komentarjih bo pestro. Zdaj to dajemo kuhati in pripravljamo našo flautasto ribo. Drug dan, stari. Imamo neki. Vzeli bomo tisto skalo. To bo popolno. Vrgel jo bom naravnost na ogenj in dal bomo ribo gor. To zgleda neverjetno človek. Poglej to, ta riba je dobesedno plavala pred 10 minutami. Uspel nama je. Zdaj je na vroči skali nad ognjem, zato to počneva. Počakala bova, da se to skuha, mava obrok za drugi dan. Skoraj je končano, devajo dol. Ni velik, fantje, ampak nekaj mava. Dobesedno zgleda kot majhna kača, to je noro. In poglejte, glava je zgorela, nima več glave. Zdaj bom potegnil kožo nazaj. Pravzaprav je kar precej mesa. Ne, so kosti povsod, ok? Poskusimo. Res je polno kosti, res veliko kosti. Okus pa je pravzaprav kar dober. Toliko kosti je v tem človek. Skoraj se zdi, da so kosti take, da jih lahko skoraj prežvečeš. Čudno je, ker je flautasta riba precej povprečna. Ma to noro teksturo. Skoraj kot žilave dlake v mesu človek in tega ne priporočam. 2 otoka sta že osvojena, ampak jutri bomo šli za najzahtevnejšimi in največjimi živalmi. Tista flautasta riba se mi je zdela precej dolga v rokah. Ampak potem, ko sem jo spekel na ognju, sem jo še vedno obvladal. Prav, gremo od tu, 3. dan, se vidimo jutri. Dobro jutro vsem skupaj. Zdaj je 3. dan in pristali smo na eni najlepših obal zapuščenih otokov na planetu Zemlja. Fantje, tam zunaj je voda dobesedno tako fluorescentna. Veste, včeraj smo praktično nismo imeli hrane. Imeli smo tisto eno majhno flautasto ribico. Zato smo za danes prinesli težko artilerijo. Imamo ta mini top. To je kot majhna podvodna puška, ampak ta stvar res udar človek. Upam, da bomo lahko na teh obalnih grebenih ujeli kaj velikega, da zaključimo ta nori izziv. Veste, da je v tem nahrbtniku nekaj, kar potrebujemo. Vzeli bomo ven. Dobili smo sveti gral, Quick Revive. Ko to vzamem, bom ponovno rojen, prijatelji. Spravimo to dol. Quick Revive je v nas, fantje. Tam zunaj imamo nekaj teh norih pogojev. Pripravljamo se, šli bomo v vodo. Jaz, vi, pošasti globokega oceana. Gremo. Nisem pozabil ene stvari, ki smo jo nadali 1. dan. Se spomnite te stvari? Uporabili ga bomo kot bleščečo vabo, da privabimo kakšno ribo. Posnemo bo lignja ali vabno ribico. In obljubim vam, da bo ta stvar delovala.
Dobili smo ogromno hobotnico. Naredil sem majhen rez pod njegovimi očmi in to jih praktično takoj onesposobi. In to so ene izmed najbolj norih živali sploh. Imajo sposobnost spreminjanja barve pod vodo in spreminjanja oblike. Ko so mrtve, so skoraj kot tekočina. Njihovo telo je noro, človek. To je poslastica tukaj na otokih. 8 ogromnih lovk. Ravno sem to stvar obrnil in ti želim nekaj pokazati. Na spodnji strani ima vse te velike priseske. Ko jih poskušaš prijeti pod vodo, se ti dobesedno prisesajo in te ne izpustijo. Skoraj bojo poskušali se otrgati s ulice. Imajo tudi to majhno črno stvar, ki jo lahko vidiš tam, zgleda kot njihov anus, ampak ni. V resnici je to kljun, fantje. Skoraj ima ptičji kljun in ta stvar ti lahko dejansko odščipne košček mesa. To bomo malo kasneje odstranili, ko ga bomo čistili. Ostanite z nami. Še nikoli nisem imel živali, ki bi jo ustrelil. Poskušal je, kot da bi se me oprijel in se sam odlepil s ulice. Res je nenavadno. Naredili smo to in dobili smo krakena. Vse sem bil prekrit s sluzjo hobotnice, ampak sem bil navdušen. Vsi bomo zakurali ogenj, nekaj drv, to bomo pospravili.
Imamo dovolj netiva, da zanetimo gozdni požar. Gremo, samo hitro ga odstrani. Daj vejce gor. Zadnje kuhanje se začenja. Mlada velikanska hobotnica. Gremo. Počakali bomo, da ogenj nekoliko ugasne. Vzemimo našo veliko hobotnico tukaj in nož, pejmo to očistiti. Praktično pri teh tukaj je večina mesa v lovkah. Zato bomo v bistvu samo prijeli glavo tukaj. In če naredimo nekaj rezov, se lovke praktično ločijo od glave. Ker nam ostane so samo lovke, glavo pa imamo tukaj. Zdaj ima tu vse še vse drobovje, možgane in podobno. Pravzaprav je to zelo dobra vaba za ribolov. Ampak to bomo dali na stran. To je kljun živali, pravzaprav ti lahko iztrga kar konkreten kos mesa. Tega nočemo žvečeti, ker je zelo trd. Kar nam ostane, fantje, je samo to čudovito meso hobotice. Malo jo bomo oprali in potem gre naravnost na ogenj. Poskušal sem oviti hobotnico okoli naše palce, fantje, ampak stvar je prekleto spolzka. Povem vam, lagal bi vam, če bi rekel, da vem, kaj počnem trenutno. S to hobotnico sem približno tako uporaben kot betonsko padalo, ko poskušam to narediti. To je bistvo vsega, preizkušanje nove morske hrane, novih metod in upam, da nam bo uspelo narediti nekaj res dobrega. Dal ji bom približno 2 do 3 minute na tej močni vročini, potem jo bomo odstranili, premaknili jo bomo in se prepričali, da je v redu. Poglejte, kako so se vsi njeni priseski zdaj razširali. O moj bog. Fantje, ena najbolj norih stvari pri teh hobotnicah, kot lahko vidite, imajo te priseske, ki so zdaj skoraj kot osvetljeni zaradi vročine. In dejansko najdejo, recimo, kite in podobne živali z odtisi priseskov velikosti krožnika na njihovem telesu. Sporočite mi v komentarjih, če mislite, da v globinah obstajajo pošasti. Te stvari, razen da velika hobotnica izgleda res dobro. Odstranili jo bomo, očitno je bila ta priprava res zahtevna. Fantje, te lovke tukaj so izgledale popolno, ampak mislim, da je notranjost in sredina hobotnice še vedno malo premal pečena. Ampak bomo to dali nazaj gor, ko poskusimo te lovke. Fantje, zadnjih nekaj dni si res želim dober kos mesa. In zdaj ga imamo, človek. Tako to naredimo. Hobotnica na žaru, sveža limeta. O, moj bog, človek. O, kako sem si to želel. Pa poglejmo, kako tekne. To je dober, človek. Dober okus. Sporočite mi v komentarjih, fantje. Zdi se, da je koža precej žilava, ampak samo meso je neverjetno. Prava poslastica iz sveže hobotnice. Na plaži. Vesel sem, da ste bili z mano pri tej dogodivščini. Če želite gledati še več videov, jih imamo tukaj. In vidimo se na naslednji divji avanturi. Ne pozabite všečkati in se naročiti.